In starši ste nekaj posebnega, mama je nekaj posebnega. Mama ste čarobna bitja. Mame ste tiste, ki več vidite, morate več. To je pa zdaj pogoj, da ima mama notranji stik s seboj. Mama je tista, ki vedno več čuti. Vidi dlje. Vidi več razume. To je vloga mame. Mame ste tu nezamenljive. 9 mesecev je bil v vas. To pomeni, da je to vaša kri, vašo meso. Nihče ni tako globoko v tem sinu, v tej hčeri kot mama. Oče tudi je, niti pod razum. To vidimo, recimo, vlogo mame. Recimo spet pri južnih bratih, če pogledamo. Vse še se prenese v konfliktih, vse. Ko pa se začne omenjati mamo, takrat se pa zaključi. To pa ne bo šlo. Ne moj majko, da mi spomeniš. Pol pa padajo glave tudi če prej. Ja, zato, ker to je v nas. To nam je narava življenje dalo. Mama je nekaj posebnega, nekaj svetega, če tako rečemo. Ko rečemo sveto, to pomeni nekaj nedotakljivega. Danes imamo otroke, ki tepejo svoje mame. Grozljivka. Ne samo, da on tepe mamo, ampak kaj to pomeni za njega v življenju. Kakšen ima on vrednostni sistem za življenje. Tudi, ko se pogovarjamo na šolah o hrani, ko jo mečejo v smeti in tako naprej. To je zločin, narekovaj, če rečem. Zato, ker celotno spoštovanje se začne pri spoštovanju do hrane in do staršev. Nekdo, ki ne spoštuje hrane ali staršev, pomeni, da ne spoštuje nič in nikogar. A je to vredo za življenje? Katastrofa. Katastrofa. In prej, ko smo menjali, kaj je potrebno, da v življenju človek uspe, da nekaj doseže, naredi, ali je to odnos kakorkoli že, ne rabimo celih skladovnic knjig, pa smo bolj še bolj zmedeni kot prej. 2-3 besede. Vztrajati, delovnost, disciplina, da se znamo, kakve stvari odreči za nekaj drugega. Pika. To so magične recepte. Vse življenje je v osnovi zelo preprosto. Kompliciramo ga mi. Življenje je preprosto. To vidimo, meni je to tako všeč. Vedno bolj vidim, koliko modrosti imajo naši predhodniki. Jaz mislim, da smo veliko škode s tem naredili, ta naša ideja, da vse, kaj starši, babice, detki rečejo, to je vse nič ne velja. Vedno bolj spoznavam, koliko nekih starih pregovorov to, koliko življenjske resnice nosijo. Pa je tam zlata poroka, pa je vprašala babica, tam težijo z mikrofonom, kako to, da ste vidva toliko let poročana, kaj rečejo? Je trebalo potrpeti, pa ja, se prilagoditi, pa tako. Pa je zaključeno. Mi pa doktorate pišemo v odnosu. Svet ne rečem, včasih je dejansko treba, da se morajo proti tudi ločiti, se strinjate? Ja, ker so pač druge stvari. Ni drugega. In jaz mislim, da je to tudi pošteno in vredo, da včasih pač stvari ne gredo. In je vredo, da zaživimo vsak svoj pot. Velikokrat je pa tudi to, da se prehitro odneva. Da nismo pripravljeni se maksimalno angažirati. Ko pridejo pari, velikokrat vprašam, povejte, kaj ste pripravljeni narediti za vanj zakon. In edini pravilni odgovor je kaj? Vse. Vse. To pomeni in tudi rečem, gledajte, niste prišla sem, da morate za vsako ceno ostati skupaj. Ne. Prišla sta sem, da tukaj skupaj razčistimo, ali sta še naprej za skup, ali nista. Če še sta za skup, pomeni, da boste morala ene stvari radikalno, korenito in se spremeniti in štartati na novo. Če pa ne, pa tudi. Ampak treba pa stvari dokončno razčistiti, pojasniti, zakaj. Da boš tudi čez 5 ali 10 let pri sebi mirno in boš vedel, da si se pravilno odločil. Zelo pomembno. Ali te v življenju spremlja tisto. Mogoče pa ni bila odločitev prava, ali kakorkoli že. In ta odnos, ta povezava med starši je ključnega pomena. Če imamo primer, recimo, da hčera kadi travo.
v šoli negativne ocene. Težava je takšna in drugačna. Kako se da to rešiti? Kaj bi rekli? Kje je rešitev? Kdo s kom? Jaz sem dovoljnik tega, da starš Da starš otrok. Mislim, da rabiš tu še nekoga zraven, ker je že to predaleč, da bi sam rešil. Ja. Torej, Ja. rešitev je vedno v tebi. Da se začnete v prvi vrsti pogovarjati starša med sabo. Praksa mi to vedno znova potrebuje. Ko ona dva vidita, da se morata vzgojno uskladiti. Torej, sam vidim dve nujni področji usklajenosti. Eno je področje starša med sabo, da prijete do skupnega izhodišča in do skupnega cilja, drugo pa je šola in starša. Kakor hitro gre za dva tabora, ali v prvem ali v drugem primeru, otrok začne vmes to izhodišča in vozi vele stavbe. Točno to. Zato se morata starša narediti. Zato starša morata priti do tega, da je tisti ne dovoljen, ne bo šlo, se bova z mamo pogovorila, da je to izraz ljubezni. Mi smo zamešali vzgojo in ljubezni. Mi mislimo, da ljubezen to, da vse dovolimo in vse damo. Pa ni. Ja? Torej, eno je ljubezen, drugo je vzgoja. In tukaj se morata starša nujno uskladiti. In ko se ona dva uskladita, kako to zgleda? Da oče pokliče hčero dol in reče, da mala, zdaj se pa vsedi tukaj, zdaj ti bom pa ene stvari povedal. Ne bomo se pogovarjali. Zdaj boš ene stvari poslušal. Od danes naprej bodo stvari pri nas drugačne. Z mamo imamo urnik, 5 minut po zadnji uri, te pred šolo čakam jaz ali pa mama. Direkt domov. Ni Facebooka, ni onega, domača naloga, pomaga doma in tako naprej. In kaj naredi hčera? Hčera pogleda mamo, a ta mama vidi, ki se je razmešal mamo. Bo treba v Bruselj pisati. Na komisijo za človekove pravice. In mama reče, tako kot je rekel Aka. Točno tako bo. Zdaj pa povejte, kaj tej hčeri preostane. Ne, še se strinja, ko več ne druga. A ni preprosto? To je to. Ja, to je ena možnost, ne? Ampak ko gledate, kot ali stvari je velike vstopnice takih, ki ne bo teče pozvonjenje v šolo, ampak bo že ne vem kje. To še krat je boš nazaj v špric. Ja, špric. Pobegnejo doma. Ja. Grejo. Kaj to pomeni? To je, da je nekaj doma narobe. Različne stvari pomeni, da se nekaj dogaja, da je marsikaj že zamujene. Vse otrok ne zbezglja pri 15 letih. Vse mi rečemo. To je spet znan stari slovenski pregovor. Mali otroci, mali problemi, veliki otroci, veliki problemi. Zato mi so najraje predavanja v vrtcih in v prvi triadi. Zakaj? Zato, ker se da največ narediti. Ampak tudi, ko je star 14-15 let, tudi, ko se dogajajo te stvari, se tudi to rešujejo. Je ključno to, ali smo mi pripravljeni narediti vse ali ne. Ali smo mi pripravljeni do konca ali ne in otrok to čuti. Smo reševali zadevo tudi tako, da so starši poklicali policijo. Punca stara 15 let, primer, je šla k fantu, 15 let star in je tam prespala za vikend. In staršem od fanta se je to zdelo čisto normalno. Mama je pa morela. Je pa očeta ni bilo, ker je odpovedal že prej, ne? In je ona bila samo hranilka in potem se zadeva še malo še teže. In ona je bila čisti sebe. In smo bolj tako smo, da se je vojačala, da je upala poklicati policijo. Snem, gospa, gledajte. Vi po zakonu odgovarjate za svojega otroka, dokler ni polnoletni. To pomeni, da ste vi v zakonskem prekršku, če ne veste, kje je vaša hči. Ker ona je tudi šla in ona je vedela, kje je in veste, tudi se lahko izgodi, kakorkoli že.
In kaj je ona naredila? Poklicala policijo. Policija je prišla od fantov. Si predstavljali? Na vas. Šok. Od takrat so stvari še šle samo na boljše. Ampak je moral biti impuls. Jaz mislim resno in sem pripravljen čisto vse narediti. Pokličem vse socialne službe od policije do ministrstva in tako naprej. Zakaj? Zato, ker je moj otrok. Tu se jaz ne predam in mu vse naredim, da ga dobim nazaj. In tako se te stvari rešijo. Mi pa moramo, kaj si bojo pa sosedi mislili? Ja, čakaj malo. Kaj pa, ko bo pri 17 letih na heroinu, kdo si bo pa takrat kaj mislil? Takrat si bomo pa učitali. Ja, stvar je resna in treba resno vzeti. Otrok bo pa to tudi kako razumel. Ja, končno. Saj zakaj veliko krat to počnemo? Ker hrepenijo pod nosom, po ljubezni, po nas. Zakaj razbijajo, zakaj lomijo? A bo kdo me slišal? A me bo kdo začutil? Zaznoret mi je, ne vem. Ja? In rabijo ljudi ob sebi, ki jih bojo znali ustaviti in tudi umiriti. Tudi učitelj v šoli. Je eno, če učitelj pride pa vidi vse tukaj, en razred, a vidi vsakega posebej. Včasih so doma stvari nevzdržne in je lahko učitelj tisti ena svetla točka. Ja? Pa je mogoče to, ko gre mimo en dotik. Razumete? En dotik, ki lahko zelo veliko pove. Lahko je to en pogled, ki kaže neko razumevanje, neko sočutje. Ja. In je lahko to tisto, za kar se bo otrok prijel. Ja. Zelo pomembno. Ta leta so zelo občutljiva in časi so pač takšni, kot so, ne? Oziroma časi so isti, ljudje smo drugačni, koliko smo. Ne? Glede na vse te zunanje impulze in vse to, mislim, da še se toliko bolj moramo mi potruditi, da jim bomo pripravili na to življenje, da bodo ujačali, da bodo znali v določenem trenutku reči ne. To je pa mi preko katere jaz ne grem. Vi ste želeli? Ja, kot da sem prej, ko smo rekli, gremo doma, ne? Kaj pa, kot je reče 8-9 letnik, ne? Bom šel od doma kar 5, izvoli, ne? V redu se to pomiri, pa to naredi 5-letnik, to je od kolegice, no, včera, ko je šla samo za sošolko domov. Prej so imeli pa sošolko iz vrtca, so šle domov, prej so imeli pa tudi 14 dni doma, da bo ona šla, pa da nima več mamica rada, ne? In v tistem je ona... Da mamice nima več rada? Da nima več mamica njo rada, pa ona nje pa tak, ne? 5 let. 5 let, iz vrtca so šle skupaj domov. Ja. In je šla k njej, k tisti kolegici, ne? In mamica vsa panična, kaj narediti, kaj pa če zdaj ta mala pa res šla v doma. Ne? V tistem pa veža sosede, policijo, eno drugo in na koncu je bila tam v vasi. Kak otroka ali otrok zna razmišljati pri 5 letih, kaj je naredil? Je dovolila 15 minut prej. Vzgojiteljica. Same so šle, zato ker so že predšolske, ne? Pa že šolskega ne pustimo. Ja, so jo pustile. No, samo mene to zanima, ne? Ali kak otrok razmišlja? Ali je res tisto razmišljanje, ne? Ko sta se one dve prej skregale, ali pa če je pa res tisto, da ko reče otrok, bom šel od doma, če je to tisto, da ima on tisto mišljenje, da ima veliko zavetje doma. Če je to to. Ja, meni sta naša dva tudi pakirala. Ne, jaz sem namreč, jaz sem hodim na take razgovore, ne? In jaz sem slišla strani psihologinje, da če... Ste psihologinja? Ne, strani, jaz hodim psihologinje. Jaz sem slišla strani psihologinje, da če mi otrok reče, zdaj bom pa šel, da se on doma počuti varno. Da se počuti varno? Ja. Ravno vratno. Zato zdaj slišla, da je čisto drugače. Zadeva je kar kompleksna. Sam zelo nerad dajem splošne odgovore na takšne konkretne primere. Zato, ker je vedno odvisno od primera do primera. Ker lahko v eni družini
reče iz enega razloga, zato ker so lahko doma zadeve nevzdržne, iz drugega razloga lahko čisto prosto, da manipulira, ker ve, da to se starši sesujejo, ker več ne vedo, nekaj narediti. Ker to tudi imamo primere, kot 13-letnice, 12-letnice izsiljujejo z bruhanjem, pa ne vem, pridejo, da se bo ubila in tako naprej. Te stvari se stopnjujejo. Zato je zadeva kompleksna. Ena stvar. Veliko krat se zgodi, da otrok 4-letni, 3, 5, reče mami, nimam te več rad. In potem reče mamica kaj? Da je žalostna, da jo boli srček, da je prizadeta in tako naprej. Mama spravi se k sebi. Ti nisi oseba, ki bi te bolela srček. Razumete? Ne morate biti prizadeti, ne more mama biti prizadeta, mislim, kakšna mama pa je, kakšen oče pa sem, če mi 4-letni otrok spravi do tega, da me boli srček. Otrok rekel, da se ti malo zbrihte oče, kaj te bo poboli srček. In potem mamica to prizadane. Zdaj ga povedi. A otrok ve, kaj to pomeni, nimam te več. Odnosa med mamo in otrokom je nemogoče izbrisati. Mama je lahko prostitutka, lahko gre v Avstralijo, vse pusti in mama. In jo bo nekaj dneva poiskal in, razumete, to je nekaj posebnega. To je biološka, fizična, duševna, duhovna vez. To je mamam in očetom dano po naravi, po življenju. Torej nekaj najbolj trdnega, najbolj gotovega. In otrok niti približno ne ve, kaj pomeni nimam te več rad. Ekstremno dobro pa ve, kakšen je učinek. Kaj pa potem reagirati kot mama na tako, mislim, tako ne reče? Take besede. Ja. Ja, kako? Kako odreagirati? Kako odreagirati? Ko rečeš, jaz s tebe nimam. Ali kaj ga Katastrofa. Kaj se zgodi? Ja. Postali smo, to super zdaj, da ste tako rekli, otroke, jaz tako pravim, ne vem, ali smo jih mi potegnili gor na našo raven, ali so oni potegnili nas. Mi smo na isti ravni. S tem debatiranjem in s tem jaz tebe tudi ne tako naprej. Ne. Ljubezen mame je stvar, edina stvar, ki na tem svetu najbolj vzdrži. Vse drugo se zlomi, slej ko prej. Ali pa se ne zlomi. Ampak kakorkoli je zelo krhko. Ljubezen mame do otroka se ne zlomi nikoli. Sin, tudi če koga ubije kdaj, ga mama še vedno ima rada. To ne pomeni, da odobrava kaj naredil, ampak ga mama vedno ima rada, ker je njen sin. Zato jaz ošpice dobim, ko kaj takšnega slišim. Mama ne sme nikoli manipulirati z ljubeznijo. Zdaj pa ne pridem po tebe, zdaj te pa nimam rada, ker nisi pridna. Ljubezen je največja vrednota, kar jih je na tem svetu. In ko mi govorimo o vrednotah, ni prostora za manipulacijo. Ko smo mi prej rekli, da več čas debatiramo, o čem ne debatiramo? Debatiramo ne o vrednotah. Poštenje, pridnost, delovnost, hrana, ljubezen, o tem debate ni. Domačo nalogo treba narediti, prej ne greš ven. Če je ljubezen brezpogojna, je vzgoja pogojevanje. Ne bo šlo. In z ljubeznijo mame ne smete manipulirati, niti s partnerji skoraj da ne. Zato, ker ljubezen je največ, kar je. In če otroko to vzameš, mu vzameš tla pod nogami. In s tem spet izražamo svojo nemoč. Vse drugo več ne vemo reči, pa gremo na to še. Ja? Torej, z ljubeznijo se ne manipulira. Ljubezni je, te mama rada. Zato pa ti ne dovolim. Zato pa ne boš šla. Ja, pa si lahko, ja, ti pa ne, ker si stara 14 let in nimaš pa 11 uri kaj za delati zunaj. Zakaj nam to težava? Ja, greš v Maribor, greš v Ljubljani ven in vidiš te punce, kakšne? Na pol gole. Pa so stare 12-13 let, za enega niti ne veš. Jo, ker so točno tako. Ker je stara 13 let, je pa nareta gor tako, da je stara lahko tudi 18, 19 ali 15 ali...
Je res ali ne? Pol se pa zgodijo hude stvari, pol je pa spet nekdo dobil. Kdo je spustil te otroke ven? Ja. To je težava. Kaj torej skratka z ljubeznijo? Ljubezni je. Ne? Zato moramo tudi najstnikom reči, ravno zato, ker me skrbi, ravno zato, ker vidim, da ni nekaj vredno. Starše tudi veliko krat treba opogumiti, da delajo THC teste. In potem otrok reče, jo, mi ne zaupaš, nimaš rada. Seveda, te imam rada. Ravno zato boš naredil, ker vidim, da nekaj stalo od zadnjih mesecih ni vredno. Ne bom. Ja, pa boš. To je odgovor. Če vam reče, da nima rada, to pomeni, da že otrok malo že manipulira, malo je že pridobil teh izkušenj. In k tega morate kar ostro ostati. Poslušajte malo, da ti nikoli nisem več kaj takšnega poslušala. Ampak te besede morajo biti besede avtoritete. Ne rabimo mi kričati, ker avtoriteta ni bil kričanje. Ampak mi verjamete, da otrok to začuti? Mi smo dobili 40-50 otrok. In prvi dan je to včasih kar napeto. Ker so tam 10-11-letniki, ko vidim, da je prvič v življenju naletel, da se ne bo dalo zmanipulirati. Ker on se ne bi šel. Jaz mu rečem, seveda se bo šel. Ker pri nas gremo se vsi vse. In on ni gleda. In posluša vse možne situacije. Ampak pol, ko on pogrunta, da to ne bo šlo, ne? Pol se malo drži, pol pa čez uno in ve, pol pa on zalavi. Začuti varno dve, pravila so takšne, ker pravila meje doslednosti za otroka vedno predstavljajo varnost. Otrok se v tem počuti varnega. Otrok se pa ne počuti varnega v kaosu. Ko je enkrat tako, drugič tako. Mama reče tako, oče tako misli. Šoli tako, oni tako, tretji tako misli. Dajte se zmeniti, svet odraslih, lepo prosim. Mi bi radi pravila. To je to. Zdaj pa je ta čut, ne? Zdaj pa treba imeti ta čut. Kdaj treba kar trdno stvari postaviti, kdaj pa otrok rabi tisto neškost. To je pa zdaj tisti čut. V šoli, recimo tudi. Ker ljudi nas vedno vleče v ekstrem, ne? Ali bi bilo vse tako, ne? Ali pa šaf. Ja? Treba imeti čut. In kar je za vašega otroka najboljše, veste vi kot starši. Noben strokovnjak na tem svetu. Mama ve najboljše. Če je mama v stiku s seboj, je nezmotljiva. Mama se ne mora zmotiti. Če je v tem notranjem stiku, če ima razčiščeno, kaj je njena identiteta. Ja. Kaj, kdo ona je? En primer pa nam je poroka in je hči stara 14 let, mama pa je stara, ne vem, 35 let. In gre sta na poroko in ima mama krajšo minico kot hčera. Povejte, kako se hčera počuti. Prijetno ali neprijetno? Prijetno. Mama, halo. Pa ti si moja mama. Da ne gre. Če bi oče bil ta pravi vitak doma za ropotav, bi rekom ta mala, obleči se normalno, ne? In tako, ne, ampak okej. Vem za primer pravo tam, ko smo bili. Mama je mama. Pa ne govorim zdaj o nekaj konzervativnosti, ampak govorim o nekem zdravem okusu. Zato, ker starši morajo omogočati svojim otrokom, da so otroci lahko na njih ponosni. Mi imamo torej 10 zapovedi poznam, ne? Sveda, ne? Kako? Poznamo, ne poznamo? Super, Ja, sploh ne gre za vero religioznost, ampak čisto ko meni je zanimivost. Prve 3 zapovedi na koga gre? Kdo je subjekt prvih 3? Sam. Kako? Bog. Ne sam. Sam. Ok, dajmo povedati. Kako že graja? Kako že graja? Kako že graja? Ne skoli Božega vena? Prve 3 zdaj, ne dajte vseh, prve 3 zdaj.
Kako? Da je bolj pravičen sodnik, dobro Vse je približno. Ne smije Božja Irena posvečuje gospodu Dan. Ja. Skratka to. Prve 3 grejo direktno na Boga. Torej, največ, kar je sploh možno, kakorkoli že tega Boga si predstavljamo, ni pomembno. 3 na Boga. 4. pa na... A je to slučaj? To je meni zanimivo. Prve 3 največ, kar je, 4. pa takoj starši. Takoj starši. Se mi zdi zelo pomembno. Zelo pomembno. Zakaj gre? Starše moramo spoštovati, zato so starše. Zelo zapoved. Tu manevrskega prostora, ne? Ampak 2 vrsti, se mi zdi, da moramo ločiti 2 vrsti spoštovanja. Eno spoštovanje je to, ker oče je pač oče, mama je mama, ne glede, kakšni so. Drugo, ki pa je zelo pomembno, glede na to, o čemer se danes pogovarjamo, je pa to, da oče mora vse narediti, da ga bo njegov sin lahko spoštoval kot osebnost. Torej spoštovanje očeta kot očeta in kot osebnosti. In mama enako. In to se mi zdi zelo pomembno. Ker mi ne vzgajamo z tem, kar govorimo, z tem verbalizmom, ampak vzgajamo z tem, kar nismo. Zato ne gre za to avtoriteto, da mi nekaj govorimo, ne? Besede, ne? Ampak za tem vsem, kar nismo. In če boste vi rekli vašemu otroku, ko bo on poskušal, ne? Skratka, če so normalne razmere in bo on hotel spakirati, mu lahko rečemo kaj? Imamo te neizmerno radi, da mama neizmerno rada, imamo vse pomeniš, ampak če si začutil, da moraš iti v svet, moraš iti. Če so normalne razmere, otrok daleč ne bo prišel do vrata. Razumete? Ampak ključno v celi zgodbi je, kako smo mi naravnani. To je to. Koliko mi upamo stvari postaviti. Mislim, da je najslabša informacija, ki starši lahko damo svojim otrokom, je to, da je nismo kos, nisem ti kos. Mi smo pa danes ogromno krat v situaciji, da ne vemo več, kaj bi naredili. To je država. Se spomnim, moramo čas že zaključiti, ne? Že niti prav začeli nismo. Se spomnim primera... Kako? Se spomnim primera, ko je povedal oče, da je včeraj šla ven na nek rojstni dan in bi morala, mislim, da ob 11. priti domov in je ni bilo. In on tam 10 minut čez, 15 minut čez, še čaka in je ni bilo. Mama oče oba v strahu, ne, tam v Ljubljani to je bilo, to res nikoli človek to ne ve, kaj se dogaja, kje, ne. In žena je že bila pravijo, da bi poklicala policijo in se doma še počakamo in kličeta na mobitel, ne da si grijo številko. Ura je bila že tam nekako prek polnoči in je rekel, da se je bila že čist bleda oba in tako, da je že, da bi prišel poklicati policijo in cing, pravi, veste, se mi je kar zmotilo. Jaz sem kar videl, da je že policija prišla in da vprašanje sploh kaj je. Pravi, čist na koncu. Pravi, ko se odprem vrata, hčera, pravi, vidno okajena, ne, da smo delo po alkoholu, po cigaretih, vse pravi. In rekel, veste, roka je kar zletela. Roka je kar zletela. In v tistem je nekako hčera se nazaj in dvigal na roko, skratka, zadev je nekako v roko, pa imela hčera pod pludbo. Modro. Mene je minilo kakšnih 14 dni in dobi vabilo. Sestanek. Psihologinja, iz centra socialno, mene 4-5 bilo tam, ne? Strokovljamo, ne? In on in hčera vabljena, ne? Pravi, pridem jaz, ja, to je ko Haško sodišče. Jaz včera, oni tam vsi listi, mape, preberejo obtožnico, ne? Vidiš, skratka, videl sem, da je oče normalno, ne? Skratka, da ne gre za neko nasilnega človeka, ki bi pretepal in mladam, ampak normalnega človeka, ne? Pač situacija, kot je bila, ok, otrok se ne sme tepsna, ampak ni pa to preprosto, da se skup, če to doživiš, ne?
ukrep je bil poslušaj. prepoved približevanja. Ne. Oni so začeli pač zadeve brati in to, ne? Kako je in to ponavadi bolj gredo vsi starši, to za strah in kako boj in se nisem mislil in to, ne? Pravi oče, neko sem jaz to videl, zakaj to tam gre. Pravi, jaz sem se vstal in sem rekel, v redu. Če je zadeva takšna, kot je, ta mala, ti greš domov, stvari spakiraš in greš. Od danes naprej jo pomate vi. Zadeva je zaključena, kar vstani se in gre. Pravim, kaj so pa polani službe in to pravi, tako so prebledeli kot jaz tisto večer, ko sem čakal. Ko si se pa začeli gledati med sabo, kaj naredi. In če bi to velik staršev kak naredil, bi tudi verjetno zakon. Ampak v resnici pa, če hoče to naredi, dobi prepoved približevanja, vem za praktični približevanje. Ja. Vse včasih je to tudi vedno, da je. Ja, ampak v večini še ni narediti. Sploh, če je to na prvo žogo, tako da ste. Ja, no in kaj bi zdaj oče tam naredil, ko je ona prišla, odprla vrate, videla njo ukrajeno in se Veliko krat starši rečejo ravno tako kot vi, ali pa... Ja, pa jaz sem se prišla do mamo domov prvič, ukajena, jaz sem tako stala, da me slučajno ne bi videla, ne on tega nikdar pozabila špora v kopalnico sobo, nisem rekla nič, mama pa tudi nič. No, ja koga bom naredila, ko bo 15 let takle prišla? No, zdaj... Ko bi rekli, da smo po celem jaz čul. Se spomnim, ko sem enkrat omenjal, da ker večkrat ta primer povem, ko recimo hči udari mamo ali sin mamo in to, ne, in pravi noče, ne, večkrat tako se kateri glasi pravi, jaz ga nalomim, ne, jaz ga zlomim, ne, in tako, ne. Starši eni, ki so tako naravnali, so čist pah, ne. Se to je bolj po vseh tam na mestu, je to še malo bolj, tako so te tolerancije in pa ne. Zdaj je glavno vprašanje, a mislite, da bo to mama ali tega očeta njen otrok kdaj udaril? Otrok? Ne, nikoli. Ne bo. Nikoli. Čutite zdaj večerne stvari? Niti ne bo. Pa vprašanje, a smo mi kdaj tepli svoje starše? Ne. Kaj je čudno, vi to sprašujete? A smo mi kdaj našim starešem pogledali v oči in hladno krvno rekli, ne bom tega naredili? Mi še se pa smo tukaj različne generacije, ampak se temu nasmijimo. Zdaj pa je ključno vprašanje tukaj to. Zakaj naši otroci delajo to nam? Zdaj smo prišli do srčike problema. Po mojem mnenju je odgovor zelo preprost. Zato, ker lahko. Ker obstaja ta možnost, ta opcija. Ker sin ve, da lahko svojega očeta pogleda in oči mu reče, ne bom. In on ve, da oče ne bo vedel, kaj bi naredil. In nič ne naredi. To se spomnim, kolega, profesor Makar, smo na fakulteti se enkrat pogovarjala, pravi tudi, da ima vnuka in to, pravi, veš, kako sem razmišljal. Že je penziona, ne, pravi, sem tako razmišljal, ko gledam, to je mlade, potom. Pravi, včasih so starši nam rekli, kaj moram, včasih so starši nam otrokom rekli, kaj moramo narediti, pa naredimo. Pravi, danes pa se mi zdi ravno obratno. Danes pa otroci rečejo staršem, kaj treba narediti. In starši to naredijo. Torej, vloge tu nekje so se zamenjali. Skratka, ker moramo zaključiti, ne, do prvega slajda smo kaj prišli. Se še se lahko daj se rečemo. Kaj je cilj vzgoje? Kaj je cilj vzgoje? Kaj je smisel vzgoje? Vmes smo že enkrat omenili. Cilj vzgoje je, da otrok postane samostojna in odgovorna osebnost. Torej, samostojnost, odgovornost. Oziroma, da je sposobna reševati svoje življenjske naloge. Da je sposobna reševati svoje življenjske naloge. In te življenjske naloge, kako? Pravi, če dobi otrok slabo oceno,
je to iz enega vidika dobra stvar, ker jo mora potem popraviti. Ja, seveda. Ne? Ja, nujno mora biti slaba ocena. Danes smo pa na točki, da ko ima otrok slabo oceno, ima kdo problem? Učitelj in starši. Učitelj in starši ima problem. In to sta po mojem dve glavni področji, na kateri bi morali danes delati. Otroci so nesamostojni, to so tam primeri, je 6-7 let star, pa te kliče na WC, se spomnim tam na tablo. Pridi mi, to ne moš verjeti. Mari, sem že. In tega seveda prvi tam ne počnemo, ne? Zaveš mi čem. Ja. Ne, se sploh ne reče takšen nastavi. 9 ali 10 let mislim, da je bil star, najstarejši, ko se ni znal zavezati čevljo. Se ni znal, da se zatrkal. So pa je strašno nadaljen in talentiran jaz. Nič nisem. Kako? Po mnenju nekaterih. Ja. Pa imamo pisane knjige, otroke in vse to. Zdaj imamo vseh sort, samo normalnih. Vsak ima nekaj potrebe. Tu treba pač povedati in si natočiti čistega vina, je stroka naredila en velik kiks. To so ravno ta teoretiziranje. Človek se v vseh tisočletjih ni spremenil čisto več. Mož je imel težave z ženo, žena z možem. Ne? Klasika, tako kot je. Vedno je isto. Nič mi nismo. Neki otroci, ki so, ne vem, ustanovitelji novi filozofiji, religiji, ki vidijo modro barvo in ne vem kaj vse. Ne vem, kako tam je bilo. Ni res. Nivo znanja mimo grede iz leta do leto pada. V osnovnih šolah, na srednjih šolah in na fakultetah, seminarske naloge dobivam včasih takšne tam v drugem letniku, tretjem letniku, da ni za nikamor. Tako da mene te krilatice ne prepričajo, ker mi življenje kaže nekaj drugega. In ko govorimo o domači nalogi, bi se dalo debatirati, kaj je večja korist. Ali da tisto snov ponovijo, da dobijo neko znanje, ali da si privzgojijo neki red in delovne navade. To je oboje. In mi bi morali že v prvem razredu zaštartati. In bolj pa mi to uvajamo, pa eno leto pripravljamo otroka za vrtec in ne vem kaj vse. Vprašanje, če je to vredno. Pa šola je igra je šola, pa vse z neko igro. Jaz si mislim, da bi morali otrokom reči, šola je resna stvar. Treba zagrabiti. To je tvoja glavna naloga. Ja? In že v prvem razredu začeti domačim nalogom in tako, da on čuti, da je to resna stvar. Pa ne meni mi desetno razredu težav z domačimi nalogami. Očin domače naloge mora po nekaj slediti. In ko smo mi bili srednje, to vse potekalo. Starši naši pojma niso sploh imeli kaj v šole. To so vse učiteljice reševali tam. Sploh ni bilo debate nobene. Danes sploh ne vemo, koga še se naj pokličemo. Ja? Mislim, da se tu nekje moramo priti naproti. In otrokom dati njihovo samostojnost in da jih naučimo realnega življenja. In učiti jih odgovornosti pomeni, da morajo tudi nositi posledice svojih dejanj oziroma posledice nedejanj. Sam velikokrat staršev pogumljam v srednjih šolah, da ne plačujejo inštrukcije in da pustijo, da otrok ponavlja letnik. Ampak tisti letnik mora biti nekoliko drugačen kot vsi ostali. Mogoče ga bo to življenjsko streznilo. Mogoče se bo zaradi tega izognil, ne vem, drogam, kakokoli že. Včasih je potrebno nekaj res, neka streznitev. Zakaj se tega bojimo narediti? Mi pa bi, kot smo na začetku rekli, vse naredili za svoje otroke. Vse poglihali. Inštrukcije v glavnem niso upravičene. Danes že imamo v osnovni šoli inštrukcije. A vidite, kako se stvari tepejo? Po eni strani so inteligentni, nadarjeni, vsi po drugi strani pa inštrukcije, pa vsi starši še enkrat skoraj, da upam tako posluševati, še enkrat delate osnovno šolo. Koliko staršev, če jih postavimo, koliko staršev se ne ukvarja za domačo nalogo? Kaj da se ne? Da se ne ukvarja za domačo nalogo svojih otrok. Zelo malo. Jaz sem na nekaj najbolj. Nekaj ni najbolj, ampak vse ne.
Ja, zato ko ti reče otrok, ne bom delal domače naloge in ti mu poveš, da hodi v šolo zaradi svoje riti, ne zaradi tvoje. In mi smo to razčistili, ampak kaj še kar on ne bi, ne? Mi smo tudi, mi smo pa veš, In pol jaz ne podpišem, ne? Ja, dva podpisa imam. Ne, in tudi jaz bom podpisala, smo povedala. Sem jaz tudi povedala, zakaj Ni tukaj problem pri nas, ali pa od te večer, ni tu problem. Če boš pozabila zvezek, boš pač brez. Se pa z učiteljcu zmeni. Jaz sem odklicala v šolo in zdaj sem zaradi tega najslabša mama na svetu. ne, nisi se še ga slabša. A ti si ker ne podpisuje. Si delita Tako mesto. rekla, zdaj se ne Bosta bosta se sedela na šolo, bosta najslabši. Ja, ker danes je bilo tudi doma preveč domače naloge in jaz ne morem pomagati in on ne bo bral. Jaz sem povedala, da je čisto vse in ko prijem domov, da je domača naloga in ne sedim zraven. In sem najslabša mama na svet, ker ne sedim zraven in ne dovolim računalnika in ne dovolim iPada in Facebooka in... Ne? Ja. In kaj narediti, ko ti še kar To odgovarjanje je pa tako. Kaj naredimo starši, ko odgovarja, ko ti rečeš, gremo na sprehod, pa imaš dva otroka, pa ti ta večja reče, ne bom šla. Pa ti rečeš, ja bo šla, pa gre pa 2 metra za tabo, pa 3 metre pred tabo, pa kar. No kaj naj naredim? Morate si Jaz nazaj, imam ta problem. morate si dobiti nazaj, Pa oba rečema, gremo. nazaj si morate pridobiti avtoriteto. Ja, kak? Ja. Če kar Pa ravno to, kar smo danes govorili. To je malo. Ja? Morate jih znati ustaviti. Zdaj pa poslušajte. Razumete? Zdaj pa se ti ustavi malo. Ker mi vmes nekaj se pogovarjamo. Če jaz otroka postavim, rečem, zdaj pa ti mene poslušaj malo. Me poslušaš, vse me glej. Ja, pa te noče. Ko jaz rečem, še mene malo stistiš. Da ne posluša. Ja, pa ga primete. Pa se jo tam zavzadel, pa še Ja, ne, primete pa ji poveste. Torej, ne da jo tepete, ali kako ne, ampak da najdete trenutek, da vi mislite resno. Ker mi ne damo sporočila, da mislimo resno. In mora po nekaj slediti, ne bo risanke, ne bo onega, ne bo tretjega. Razumete? Pol pa rečejo, ne, imajo 10-letnega, jaz smo mu vzeli mobitel, pa se nič ne spremeni. Ja, kako dolgo ga pa ni imel? 1 teden. Ja, pa za 2 meseca mu vzamite. 3 mesece ni televizije. Kazen je vedno učinkovita. Učinkovita edino ni takrat, ko je premajna. Gotovo. Mislim to, kar mislim, da je Đuro, kdo je tam pisal, ne? Da otroka za kazen pošleš v sobo za toliko minut, koliko je star. Ne smisel. Imaš 6-letnika za 6 minut, ko pošleš v njegovo kraljestvo igrač. Da si imel prav lekcijo. Ampak to delajo v vrtu tudi. Samo ta stol za razmišljanje, za 4 minute. Imamo pa stol za razmišljanje. Pol pa Jaz to se zraven, dobro, ko da je mi različna, nikakor nobena stvar, ne. To je zdaj spet, ne. Pa rečem, zdaj pa dovolj, grem do njega, na njegov nivo, zdaj se boš pa malo umiril. Ga tam sedeti na stol, zdaj pa malo se umiril, se pojem z njim, kaj je bilo narobe, veš, da kaj je bilo to. Spet pogovor, ne, ko ga vidim, ne. Kaj je s tem? Kaj je s tem? Ja, a je kraljivi, ne, res ne vem. To je odlična zadeva, ampak dve stvari me motita. Ja. Prvo, da je to stol za razmišljanje, drugo pa je pogovor. Ja. Zakaj mi preprosto ne rečemo, poslušaj, zdaj pa za kazen tu en čas sedeti. Ni stol za razmišljanje, pa plava miza pa ne. Fiksno, eksplicitno povedati, zakaj gre. Jaz recimo, da rečem, zdaj boš pa stol za razmišljanje, jaz rečem, zdaj imaš pa kazen, ne vem. Okej. Dobro, ali to samo za te, kak rečeš, ali pa jaz ne vem. Samo Ja. ja, ve, da je pomembno. Meni recimo, ko enega udari, spada knjige, jaz recimo zagovarjam to, da otroke čim dlje pustimo, čim dlje časa pustimo, da si sami najdejo svoje pozicije, da sami razrešijo konflikte. Tudi neke bojne rane, pa tako morajo biti, ne? Starši to, ja, zdaj pa je pokrampanje, zdaj pa rešilce poklicati. Vse pa je normalno, da se otroci tudi da stepejo in mi smo se s sosedi, pa s bratranci, pa se starši niso odlikovali. Recimo, vam govorijo na vseh seminarjih, potem se pa pogovorili.
zakaj, kako, kdaj pa te gleda, pa ti 5 minut, Nekatere stvari so pa čez 2 sekunde isto naredi. Ja, itak, Ja, če Ne smisel. Ne smisel, no vse čas. Zakaj ne smisel? Zakaj? Strokovna razlaga. Povejte mi, predšolski otrok Ja, je bolj razumsko bitje ali čustveno? čustveno. Mi pa štartamo na kaj? No go. Evo, super, bom vedela. To je strokovno, on je čustveno bitje. Zato, ko se otrok veseli, ko je nasmejan, se veseli s celim telesom. Ko pa kaj polomi, kje pa vse visi dol. To je, otroci drugače funkcionirajo kot mi odrasli. Mi se pozneje naučimo sicer igrati vloge in vse to, ne? To se mi naučimo pa, ne? Ampak otrok pa je takšen, kot je. Pa če 10 let zvrtimo naprej, a je 14-letnica bolj razumsko biti ali čustveno? Seveda čustveno. Zdaj se smeji, čez 5 minut se pa joče. Oče pa gledam, nič mu ni jasno. Mama reče, pusti, bom to že jaz, nekaj ženske malo več čutite in veste, zakaj gre. To je to. Mi pa vedno na ta razum. Zdaj pa ti mene poslušaj. Pa sva se zmenila, pa sva se dogovorila, pa... A bo obljubiš, da bo zdaj vredo? To se obljubo. Se ne vede obljublja. Ne smisel. On točno ve, če Janela skotsko udari po glavi, ja kaj mu zdaj še razlaga? A kaj pa to recimo, da potem tega otroka, da znam pa rečeš, pogled njega boli, ni bilo to pravi. Je to dovolj? Ne. Ne. Pa tudi ne. Ja, meni to ni všeč. Prva daj glasirovke, pa se objavlja, pa se všečna. Če se reči, da se pa vidi socialska. Kako bo zdaj, zamislite si, da mislim, se ne smiselno. Če enega udari, oni drugi je jezno njega. In zdaj on se mora njemu dati roko, pa se ne pozme. Razumete, kaj jih mi učimo bolj? Kaj mi učimo, da? Ja, ti se samo nasmeva, reče, prosti pa povedal. To je ista logika, ne? Ti ukradi tam 5 milijonov, pa bomo že nekako, ne? V tem našem sodnem sistemu videli. To se pravi, da otroke potem pustiš, ko se ti sin parčila skajfata, jih pustiš nekako. Zmenita se. Doma, Zmenita se. moramo zaključiti. Doma, strogo prepovedano vse vključevati. To se Doma. pravi, da ven grem s tim, Tako je. pa se pa tudi še pride Sam da nekaj Snemam eno primerom, zdaj moram res zaključiti. da sam to še povejte. V vrtcu, ne, ali pa recimo primer, ko se grizejo. Ja, to. Ja, recimo. Ne, da sem konkretni. Recimo staršem vedno doma svetujem tako, da ga ugriznejo nazaj. Zakaj? Ne gre za krutost ali karkoli, ampak gre za to, da otrok dobi povratno informacijo. Bolj pa reče včasih kakšna mama, ja, vse jaz ga ugriznem, pa on mene vseeno nazaj še, ne? Pravi, ja, niste ga dovolj, ne? Bolj pa enemo to hec, ne pa se z malo grize. Če ga malo tako, to ni. Mora njega zaboli. On rabi izkušnjo. V vrtcu vzgojiteljice ne smete gristi. Če bi jih lahko, bi hitreje zadeve rešili, ali ne smemo, ne? Se ne sme to početi. Otrok se ne grize v vrtcu, ne? Ampak kaj naredi? Mora se biti kazan. In to je stol za kazan. Ne modra miza, pa ne vem kaj vse bi to, ker mi se hočemo danes polepšati, ne? Da ja, ne bi, kaj je to stol za razmišljanje, recimo, ne? Ne. Zdaj kazen imaš, ker se ne znaš obnašati, pika. Ne da debatiramo, pa razlagamo, pa vse bi, ne vem, čudno, da ne gremo po ustavu Republike Slovenije. Viš pa zakon, da ne smeš ga. Ne, ker on točno ve, da to ni prav. In temu mora slediti kazen. In vsak otrok in tudi mi, če se spomnimo, ko smo bili kaznovani, si točno ve, da bo upravičen. To je to. Torej se zadeva tako rešujejo. Jasno, glasno, brez debatiranja. Doma, ko imate 2-3 otroke, ko je konflikt, ponavadi zaščitite katerega. Malega, ne? In pol starejšemu povemo, da ti si že velik, pa bi moral vedeti, pa vse to. Napaka. Ta mali smo vedno bili in bomo provokatorji. Ta mali provocira. Napaka, starejši moraš šlihtati malega, ne se odlikovati.
Ker mali točno ve, kaj mora narediti, ker bo šel mimo, pa bo malo tako zna. On zna. Ali bom vzel to, ker točno ve, kaj je tisti gum. Zato morate stvari pustiti. Do neke meje, seveda. Že kri ne teče, ne? Ko pa malo veheco, ko pa vidite, da so stvari že preveč eskalirajo, ko pa morate posredovati, takrat posredujete tako, spet brez pogovarjanja in debatiranja, kazen dobita oba. Ne kdo je začel, ker krivca ni, to morate vedeti, krivca ni in je nesmiselno. Oba, tako je cek, ti tja, zaključeno, niti ne poslušate, ni tožarjenja, nič, me sploh ne zanima, oba sta kaznovana. Verjemite, da če so kaj otroci sami doma, ko vas ni doma, so stvari doma urejene. Ker točno veš. Jaz sem točno vedel, brati 6 let starejši, kaj mi hočeš zdaj? Vidiš, to boš kaj. Stvar je jasno. Tako, jaz vam želim, da po eni strani otrokom dajete res to brezpogojno ljubezen, sočutje, varnost, da jih čutite, da jih vidite, da jih brezpogojno imate radi. Po drugi strani pa, da jih tudi znate nekje za zadostno mero tako malo zagreniti življenje, ne? Oziroma, da ravno za zadostno mero ste nekje tako malo tečni in da jih znate potiskati v neke prave, boljše življenjske vsebine, ne samo računalnik in televizije, ampak kaj drugega. Ne? Tukaj imate super naravo, jih treba, da so zunaj, da pomagajo doma, rabijo ene druge vsebine. Ne? Predvsem pa se mi zdi to imeti pred očmi, da jih moramo pripraviti na življenje. Na konkretno življenje tudi z tistimi nekimi negativnimi situacijami, da bodo znali tam stati. Mene je bilo všeč ta rek od Primoža Trubarja, ko pravi stati in obstati. Mislim, da to je največjih pa najboljših modrosti za življenje. Stati in obstati. In danes je veliko krat tako. Treba stati in obstati in iti naprej. Mislim, da mladim manjka najbolj trdnost, vztrajnost in naprej.